Na glavo se je postavilo takrat, ko sem izgubil svojo službo, pri slabih 50. Komaj sem, se postavil tako, da sem spet začel delati, moj sanjski posel. Mi je umrl moj idol in vzornik, ta oče. Potem sem se spet nekako sestavljal 2 leti, mi je umrla hčerka. No, potem so pa, navzven sem bil Jack, ampak navznotraj sem bil prazen. In to je trajalo dolgih 17 let. Zdaj, ko govoriva o tej transformaciji, ki se je zgodila na tej tvoji poti, je Camino, si rekel, tudi k temu pripomogel. No in pa, ko sem domov prišel, pol leta kasneje, se je zgodil Aleksander. Jaz se spomnim, ko si bil udeleženec na naši delavnici, to je bilo prvič, ko si delil to zgodbo z javnostjo? Ja, to je bilo prvič, ko sem sploh spregovoril o temi. Namreč vsa leta je bila to prepovedana tema v hiši. Kaj je tvoj nasvet ljudem, ki danes trpijo, nosijo breme v sebi in si ne upajo vprašati za pomoč? Dobrodošli v podcastu, kjer odkrivamo strategije odličnosti. Danes je z nami čudovit gost. Ciril Ferlan je uspešen podjetnik, oče, dedek in tudi coach. Z nami bo danes odkrival njegove strategije odličnosti. Ciril, dobrodošel. Dober dan. Hvala za povabilo. Predstavil sem te kot nekoga, ki je uspešen na različnih področjih. Tvoja življenjska pot je bila zelo pestra, raznolika, vendar začel bi s tem, da nam ti poveš, kako sam sebe vidiš. Danes. Ja. Pa vidim se kot človeka, ki se je naučil slišati sam sebe in s tem tudi poslušati in slišati druge. Ker enkrat se navadiš slišati, potem lahko tudi drugim kaj pomagaš. Najprej pomagaš seveda z vsakim kejsem tudi sebi. Tvoje življenje je bilo na nekem trenutku izjemno uspešno, torej bil si uspešen v svojem podjetju, imel si družino in kar naenkrat se je zgodil nek trenutek, ko se je življenje postavilo na glavo. Ja. Na glavo se je postavilo takrat, ko sem izgubil svojo službo, pri slabih 50. Komaj sem, se postavil tako, da sem spet začel delati, moj sanjski posel. Mi je umrl moj idol in vzornik, ta oče. Potem sem se spet nekako sestavljal 2 leti, mi je umrla hčerka. No, potem so pa, navzven sem bil Jack, ampak navznotraj sem bil prazen. In to je trajalo dolgih 17 let. Jaz se spomnim, ko si bil udeleženec na naši delavnici in takrat smo imeli gosta, ki je prišel na delavnico, ker je žena pripeljala na delavnico coacha in je, mislim, da je 40 let bil odvisen od alkohola in na tisti delavnici si ti pred celo skupino, ko smo mi njega coachali, delil svojo zgodbo, kako si izgubil hčer, ki je umrla zaradi odvisnosti od mamil in si mu s tem dal neko spodbudo, ko si mu rekel, Boris, nehaj piti in
ko si delil to tvojo zgodbo, je bilo res nek tak ganljiv trenutek. To je bilo prvič, ko si delil to zgodbo z javnostjo? Ja, to je bilo prvič, ko sem sploh spregovoril o temi. Namreč vsa leta je bila to prepovedana tema v hiši. In leto prej sem šel jaz prvič na Camino. To je bila neka prelomnica, ker sem rekel, pustim vse za sabo in grem, da vidim, če je res to, kar se sliši. Ne? In res, vsak večer, ko si nehal hoditi, si razmišljal o svojem življenju, vsak klanc je bil spon, vsak nazdol je bil padec v življenju. Tako sem jaz to doživljal. In dejansko dan za dnev sem se lupil. In ko sem enkrat ugotovil, da lahko sam sebe slišim in da razumem nekatere stvari, čeprav sem si prej dopovedoval, da sem pač veliki Jack, meni ne more nič, ampak to je bila fasada. Kakor pravijo, vsak lep jabolk na zunaj je gnil na znotri. Ne? To je dejstvo. No in potem, takrat na tem kejsu, ja, prvič sem spregovoril, čeprav se verjetno spomniš, da je bilo dosti mašil vmes, dosti tišine, celo solza. Ja. Res mi je šlo težko z mene, ampak tisti trenutek, ko sem jaz to dal sebe, naslednji dan sem pol lažje v tem govoru. Kaj te je premakalo, da si to sploh naredil? Tam si videl nekoga, ki trpi. Ne? Mislim, zanimivo je bilo že to, ker mene je takrat preko sodelavke kontaktirala žena, ne? In žena rekla, jaz imam moža, ki je odvisen od alkohola, že 40 let pije in rada bi mu pomagala. In jaz sem rekel, prosim, če lahko pride na to srečanje trezen. In on je pred srečanjem popil še eno whisky kolo za korajžo. In takrat ena stvar, ki sem opazil v skupini, ne vem, koliko je bilo njih 40 coachov, ne, torej, ki so se učili, da bodo postali coachi, potencialnih ali pa bodočih coachov, ste vsi dali neko spodbudo, podporo. Imel sem občutek, da ni bilo nekega obtoževanja, temveč sprejemanje tukaj je nekdo, ki trpi, bi rad naredil spremembo. In kako si pa ti začutil, da zdaj bi rad svojo zgodbo mu pomagal? To je čisto tako spontano prišlo. Ne? Namreč on je prišel tja zato, ker ni mogel hoditi, ne zato, ker je pil, ne? Tako je govoril. Vse pa smo ugotovili dejstva, ne? Od pijače, travce in tako naprej. Ne? Jaz sem, ne vem, zdaj 11 let, ne, se pravi, 8 let prej nehal kaditi. Ampak to sem zato, ker sem rekel, bom nehal, če bom dobil vnukinjo. In ko se je rodila, sem pač nehal. Meni je to, ne vem, samo po sebi umevno, da če nekaj rečem, da to tudi naredim. No in ko je Boris imel, ne vem, 100 različnih izgovorov, kaj, zakaj, kako, pa on dihati ne more, pa to, ne. Sem rekel, ko si dovolil, da gremo na freestyle, ne, sem si rekel, ja, ne to, da on trpi, vsi okrog njega trpijo. Ne. In to je bilo tisto, kar me je premaknilo, ker tisto, ko gre, ne, ali pa ko umre, ali pa karkoli, ta nima več problemov. Probleme imajo vsi, ki ostanejo. A ne? In mislim, da je imela Mara več problemov kot Boris. Ker Boris se jih ni zavedal. In sem rekel, morda ga bo pa to premaknilo. Iz tiste točke, z cone obdobja, bom, ne bom. In na koncu je bil mozaik različnih coachov, različnih zgodb, ki mu je pomagal.
Ja, pomembno, kar si rekel, je zdaj to, da mi ne vemo, kaj mu je dejansko pomagalo, da je on nehal potem piti. Kako je pa tebi pomagalo, da si delil to zgodbo z njim in naslednji dan ti je bilo lažje deliti to zgodbo? Je to, kar si rekel zdaj, da ko si ti to nosil v sebi, je tudi tvoja okolica zaradi tega trpela? Ja, vsi. To je tako, ne. Kakšno življenje imaš, če se o največjem problemu ne smeš pogovarjati ali pa nočeš pogovarjati? A ne, sej, moja žena bi se verjetno prej začela pogovarjati, ne. Ampak jaz sem si očital vedno, da sem jaz kriv, ker sem skozi delal, bil zunaj, bil zelo malo doma, nisem tega opazil, ampak v končni fazi ne vem, če bi bilo kaj drugače. Ne? Tako, ker ne vemo, kaj Borisu pomaga, tako tudi jaz ne vem, a bi bilo drugače, pa ne bi bilo drugače. To je ena stvar. Druga stvar, ki se mi zdi zelo bistvena, namreč to je pogum. Kaj je definicija poguma? A ne, ko smo mladi, to je, ne vem, včasih je bil Fičko, zdaj je to Benfel, polhen gas, jaz sem Jack, jaz sem pogumen in tako dalje. Danes je to drugače. Jaz na Kaminu in potem pri Borisu sem ugotovil, da je pogum tudi to, če potočeš kakšno solzo in da priznaš, da nisi imel prav, ker greš lažje naprej. In ne vem, ko sem Borisa videl, sem rekel, ne, jaz moram njemu povedati. Ne smem biti tih, dosti je, 17 let. In ko sem enkrat dobil tisti, ta prav pogum, da sem lahko javno to povedal in tudi javno potočil solzo, pa ne eno. A ne? Se je meni odprl čisto drug svet. Sicer moram priznati, ne, da lahko govorim o tem, ampak mi je še zmeri malo težko. Ne. Nekje noter še zmeri je črviček, ampak zelo majhen črviček, ki včasih je bil velik čar. Torej, teh 17 let smrti hčere si imel ta občutek krivde, da če bi bil doma, če bi prej opazil, bi mogoče bilo drugače? Ja, to sem si skozi očital. Namreč z bivšo ženo sva se ločila, ne. In seveda otroci so bili pri njej, ne. In glede na to, da pač moraš plačevati preživnino, moraš skrbeti za to, moraš skrbeti za ono, sej nikoli nisva imela s tem problemov okrog otrok in dopustov in počitnic in denarja. Ampak jaz sem se bolj zakopal v delo. In potem sem si to očital, ne. Pol pa na drugi strani, ne, sem pa rekel, pa dobro. Kaj bi pa potem moj sin delal, če ne bi jaz delal, ker ne bi imel novih računalnikov, pa ne bi bil računalničar, a ne. Nikoli ne veš, kaj je za nekaj dobro in kaj je za nekaj slabo. In takrat sicer sem si jaz sam sebi rekel, glej, je, kar je in živeti moraš naprej s tem za tiste, ki so. No in potem sem spoznal zdajšnjo ženo, in ki mi je ogromno pomagala. Mava cel kup vnukov. In zdaj, potem, ko sem javno spregovoril o izgubi svoje hčerke, še enkrat lažje komuniciram. In tudi dosti bolj jih razumem. Tisti dan, ko si to na delavnici, naši delavnici NLP Coach to naredil, si potem prišel domov in doma povedal, kaj si naredil? Ne.
Ne, nisem. Sem rabil par dni, da sem predelal, pa predvsem sem hotel ugotoviti, če to lahko še enkrat povem. Ker jaz sem človek, ki ne dajem iluzij nobenemu in ne praznih obljub. In tisto, kar bom obljubil, tisto bom tudi naredil. Ne glede na to, kaj pride okrog. A ne? Jaz včasih tudi, kaj smo prijatelji obljubim, pa prav žena, a spet? Ja, spet. Obljubil sem in to bom naredil. Ker mislim, da danes je vse premalo vredna beseda. Včasih smo si dali roko, je bilo to napisan zakon. Danes 100 pogodb, pa ni rečen, da je to. Ampak jaz sem šel te star. In tudi z vnuki delam tako, kar je delal moj pokojni oče z mano. Tako da... Kako delaš? Povej mi, kako je delal tvoj oče s tabo. A kako je delo? Fino. Nikoli nas ni tepo. To je prva stvar, ki vsi zdaj te mladi mislijo, koliko smo bili mi tepen, ne? Delač od tega. Ampak je pogledal, ne? In smo imeli neko spoštovanje, ki ga danes ni. In je sam pogledal, je rekel, mi smo svoje naredili. Pri mami je bilo drugače, ne? Tam je bilo 100 izgovorov, pa je pa ima kuhalnica zapela, pa je bilo še 200 izgovorov. Tako da, mame so mame, ne? Očetje so bili pa očetje in ja, leta 65 je bil dokaz, koliko velik človek je. Namreč v 5. razredu sem mu ukradel avtobus. Danes to lahko povem, ne, ampak takrat ni bilo policajev, ne. Namreč... Čakaj, v 5. razredu si ti ukradel avtobus? Ja. Prvi dan 5. razreda. Čakaj, koliko si bil star takrat? 12 let. Okay. Namreč, ko smo prišli po počitnicah v šolo, ne, to je bil 5. september, ko čas smo 5. začeli, ne, so se vsi hvalili, kaj so se navadili, ne, en plavati, en to, ono, kaj jaz reveš, s Kerco sem se vozil, to je bil Max, ne, ampak to so zelo že prej. In pol, ne vem odkje, ampak ja, cele počitnice sem bil z očetom okoli z avtobusom, sedel na onih havbi spredaj, ne, in jasno, skeniral vse, ne. Sem rekel, jaz sem se navadil po avtobus voziti, ne. In cel razred, sem rekel v redu. Zvečer v 6:30, ko bo moj oče prišel na zadnjo postajo, ne, na Rakek, boste tam, pa vas bom pel v garažo, oziroma na parking, ne. No in res zvečer smo bili v tistem hodniku na železniški postaji skriti. Moj oče je šel zmeriti tako na špricer zvečer, pa malo, se veš, moška debata, pa tako naprej v gostilno, ki so bili drugi cajti kot danes. Mi pa gas v avto, ne, v avtobus, star fab. Še danes pa sliko tega avtobusa. In lepo zalaufamo in hvala Bogu srečno pripelju do parkinga. In potem pride oče domov, sam tako je pogledal. Vse 3. Mene, brata in sestro. Nič ni rekel. Ti ali pa ti. Sem rekel, tisti, ki je danes avtobus odpeljal, od danes naprej vsak večer bo šel na postajo in ga bo pripeljal domov. Je pa lahko 2 špricarja spil namesto enega. In takrat sem vedel, da je to moj sanjski posel. Pa si res vozil avtobuse še naprej? Ja. Vsak dan sem šel iskat. No, pa, ko sem bil star 18 let, sem šel kamion voziti. Ker takrat je bil pogoj 2 let kamiona, da si lahko izpit za avtobus naredil. Ta prvi dan, ko sem ga lahko naredil, sem ga naredil. Šel avtobus voziti do korone. Skozi, za mičken prekinitve takrat, ko sem službo izgubil v Hercu. No in ja, 2 let nazaj,
Ja, slabe 2 let. No. Decembra bo 2 let. Za svojih 70 sem pelil zadnjikrat avtobus. In sem tudi povedal, na fešto za moj rojsten dan sem jih tja pelil jaz, nazaj pa šofer. In sem rekel, to je moja zadnja vožnja. Do zdaj nisem imel nobenih nekih problemov in tudi danes jih ne rabim več. Zdaj kombi, ja, take zadeve, ampak drugače po avtobus pa ne več. Bravo. Deva pogledati, ker imaš kar nekaj takih zanimivih strategij, ki jih lahko se naučimo in vzamemo od tebe. Ena je ta, kar si rekel zdaj, da kar obljubiš, to da narediš. Ja. In to ne velja samo, da narediš za nekoga drugega, ker to je mogoče lažje, temveč tudi za sebe. Ja. Kar obljubiš sebi, to narediš. Ne? Ja. In tudi na eni naši delavnici se spomnim, da si rekel, da ne boš več jedel sladkega, domačice ali kako že. Ja. In jo tudi ne jem. In je ne ješ od takrat naprej več. Ne. Kako to narediš? Dej nas nauči, da bomo znali tudi mi in biti tako odločni do sebe. Kaj ti pomaga, da kar rečeš, to narediš? Ja. Enostavno je to v tebi. Mora biti v tebi. In spoštovati moraš, to je pa tisto, kar je danes zelo težko, ne, pri mladini, nam so starši vcepili neko spoštovanje do drugih in do sebe. A ne? In ko si postaviš neke vrednote, si jih pač držiš. Ni to danes tako, jutri tako, pojutrišnjem tako. Ne. Vrednote, ki so zato, da se spoštujejo in da delaš po vseh teh vrednotah. Ja, vsi se spreminjajo. A ne? Danes imaš, ne vem, neko vrednoto na vrh, jutri imaš drugo, ampak so vrednote. In to si ti. Na koncu je to tvoja identiteta. In ne vem, mene se bojo vsi zapomnili po tem, da sem dejansko zmeri naredil, kar sem obljubil. Torej, ti si rekel, danes neham kaditi. Nehal kaditi. In neham kaditi. Ja, jaz sem rekel, če bo kakšna vnukinja naredil, bom jaz nehal kaditi. Ne? Vsi so se mi smejali, jaz sem kadil po 100 cigarilov na dan, sem bil malo manj kačiha puha, a ne? In ko sem message dobil upuščavo, da se je Neja rodila, konc, sem rekel, fantje, prvi kafe, spijemo kafe, pokadim ta zadnjega in konc. Torej, ko se je rodila tvoja vnukinja, si rekel stop in je bil stop do danes, in niti ne pomisliš zdaj. Ne, brez veze. In prej si jih pokadil 100 na dan. Ja. Lahko. Torej, 5 škatel. Ne, 10. Ker mini muci so po 10 komadov v škatlici. Aha. Ja. Wow. Jaz sem rabil eno karjolo od cigaret, oziroma cigarilov so v sabo, ki sem šel za 2 meseca v puščavo. In isto si rekel za piškote, za sladko, torej si zelo odločen, ko nekaj rečeš, da narediš. Ja. Torej ni nekih pomislekov, kaj pa če bi, pa to polno ne. Ne. Tudi za mojih 60, ne. Jaz sem včasih politanke zelo rad jedel, ne. In so mi kupili 60 kil, 60 različnih vrst in pakung na politank. In to sem jaz pospravil v 1 mesecu pa pol. Wow. Nobenemu nisem držal, to je moje. No, potem sem si pa enega dne rekel, pa dobro, zakaj moraš to toliko sam pojesti, ne? Rekel pač, ne bom več jedel politank, zato ker je bilo to neka obsesija, ne? Potem sem dolgo cajta nič, potem sem počasi začel domačico, ampak ne to, da bi jih cele škatle jedel, ne, ampak no, pol, ko sem pa Borisu rekel, ne, je ne. Zdaj, kakšen štrudel, ki ga žena speče, ki je božanski. Ja, ne, drugače pa ne dost. Bravo. Poglejva še enkrat ta proces, da bova še komu morda pomagala, ki drži v sebi neko bolečino, da jo da ven. Torej, pri tebi je bila bolečina smrt hčerke in tudi ta občutek krivde. Dostikrat starši imajo ta občutek krivde, da niso naredili nekaj, kar bi lahko naredili. Kako bi nekomu, ki naj jo zdaj posluša, dal nasvet,
da ni treba, da nosijo to v sebi, da to breme nosijo v sebi in da naredijo neko spremembo navznoter. Ja, na svet. Isti na svet za različne ljudi ni enak. Ker je odvisno, kakšen si ti kot človek. Sam postaviti si moraš pravo vprašanje v pravem trenutku. In potem sam najdeš pravi odgovor. Ali je vredno na račun tega, da vsi okoli tebe trpijo? Ker pač enostavno nisi isti človek. Življenje se z izgubo starša ne konča. Je pa res, da izguba otroka je bistveno hujša kot starša. Ampak tudi s tem se življenje ne konča. Imaš tudi druge otroke, zaradi katerih je treba naprej živeti. In eno od ključnih vprašanj je, kaj boš naredil, da ne boš prizadel ostalih, ki so ostali. Ker tam lahko pomagaš. Tak je umrl. Ne moreš več. Ne moreš. In ne zavedamo se, da smo na svet goli prišli, pa praktično goli gremo. Ja, v mislih je skozi. Zlagal bi se, če bi rekel, da ni vedno nekje prisotna. Tudi, ne vem, dolgo cajta sem se pogovarjal z njo. Ja, malo hecno, ne. Jack, te glavom prhiš, pa se pogovarja, ne. Ja. Se to ni nič narobe, če se ti v mislih pogovarjaš z nekom. Kaj ti je ona v mislih govorila? Ne bom počas pameten. Pa da imam Uroša, pa da imam en kup vnukov, ki jih sicer ni poznala, ne. In ja, morda je še malo COVID zraven dal. Bila spet ena zgodbica zase. Ker smo ves del izgubili, pa nas v turizmu, ne. To je bilo malo težko, ampak v bistvu, če si videl pot pred sabo, če si videl neko luč nekje, je to še enkrat lažje. Jaz sem imel cilj in ga imam še danes, pa ne enega, kar par ciljev, pa kakršna prav, kako veš, kaj boš naredil, nič ne vem. Vem cilj. Kako pa do cilja prišel, se pa lahko vsak dan spreminja. Ker noben cilj ne dosežeš samo ti. Je en kup ostalih faktorjev. In če nimaš cilja, pa cilj mora biti, volja mora biti. In rečeš si, zakaj pa ne, jaz lahko. In jaz bom in jaz moram. Včasih ljudje, ko so v nekem slabem stanju, ko nekoga zgubijo, je težko si sploh cilj postaviti. Kako si postaviti cilj, ko nekdo je v nekem slabem stanju? Težko. Če jaz po pravici povem, kaj sem jaz naredil, ne? Prve 3 dni po pogrebu moje hčerke, ne, so te vsi smejali. Namreč želuješ lahko doma ali pa v službi, ne, kjerkoli. In glede na to, da je bil pogreb malo pred novim letom, ne, midva zdajšnjo ženo, takrat s partnerko, so imela že plačano silvestrovanje v Žusterni. In sem rekel, zdaj, ali jokam doma ali pa v Žusterni, se to nič ne spremeni, a ne, važno je, kaj je noter, ne kaj je na zunaj.
Jaz ne spadam med tiste, ki bi črne hlače, črno srajco, črno kravato, pa cel let, ne. Želuješ ti sam, ne sosedje. Ne. In ko sva prišla dol, so se tako pogovarjala in sem rekel, a bi se ti poročila z mano? Pa je rekla, ja. Sem rekel, a lahko jaz določen datum? Je rekla, lahko. Sem rekel, v redu, 20. december. To je bilo pa za nov let. A ne, če je ona razmišljala kar nekaj cajta, lahko tudi 60 let. A ne. No in res sva se naslednje leto poročila. 20. decembra? 20. decembra, na moj rojstni dan, ob uri, ki sem bil rojen. To je bil kakšen dan? To je bilo med tednom? Sreda. Sreda. Letnik 53, star sem bil 53. Tako da tudi igra številk pride slej ko prej na dan. Vsi imamo neke svoje številke. Nekaterih se jih zavede, nekaterih se jih ne. Slej ko prej pa ugotoviš, da tudi zvezde neki veljajo. Pa čeprav nisem astrolog, pa se ne ukvarjam s tem, ampak imam pa rad kakšno igro številk. No, to pa bolj zato, ne, jaz sem tudi krstil otroke na svoj rojstni dan, ne, zato, da nam pozabil, kdaj so krščeni. Moški smo bolj tako, ne, ženske imajo popolnoma drugo logiko, ne. In če hočeš vedeti, ne, potem si moraš nekako urediti, da veš, a ne. Zdaj, ali je to, ne vem, nekdo ima to petke, nekdo ima sreden. Jaz imam zelo rad svoj rojstni dan, ne, ker sem zelo vesel, da sem preživel, ne. Namreč jaz sem v dvojčku in moj brat je bil star en dan pa pol, ki je umrl, kar pomeni spet, da sem imel srečo, ne, in če sem imel srečo, je treba to spoštovati. Tako da ja. Rekel si, da si žaloval na svoj način. Na takrat se nisi še uspel pogovarjati o tem. Si rekel, da je bila prepovedana tema. Ne, sploh se nismo o tem pogovarjali. Torej, če je kdo prišel do tebe in te vprašal, kako si, kaj si rekel? Super. Super. Nisi hotel te bolečine deliti z drugim? Ne, ker ne vem, jaz sem si predstavljal, da je to samo moja bolečina. Da drugi nimajo nič s tem, a ne. Čeprav je to iluzija, ne. Jaz vem, koliko je moja partnerka oziroma zdajšnja žena trpela. A ne. Pa bi mi rada pomagala, pa se pogovarjala, pa tako naprej, ampak bom rekel, sem jo včasih tudi malo grdo odrinil od tega pogovora. No in ja, bom se pa mirno duše pogovarjala. Torej, takrat je ona trpela, ker si ti trpel? Je bila tudi ona z njo povezana? Kako? Ja, seveda smo kar nekaj let bili tako, da je prišla na obisk k nam, pa tako naprej, ne. V bistvu njeni otroci so moji otroci so bili njeni otroci, ne, to skupnih nimava, ne, se pravi, so najinih ni, ne, moji, tvoji, ne. Ampak ja, ona se je zelo trudila, da bi mi pomagala. Pa nisem dovolil, da bi prišla do mene. To pa zato, ker nisem niti sam sebe slišal. Ne, in dokler sam sebe se ne navadiš poslušati pa slišati, ti ne more noben pomagati. Najprej moraš ti v sebi razčistiti. Ja, z dobrimi vprašanji ti lahko kdo pomaga, ne. To je res, ne. Sam odgovor veš pa sam ti. Vsi odgovori so v tebi. In ne vem, morda, če bi
me nekdo na neki drugačen način, ki je vprašal, bi bilo morda popolnoma drugače, ne? Ampak takrat jaz te druge poti nisem videl. Edina pot je bila zapri se vase, na zunaj bodi Jack, da ne bo noben nič videl, ne? Te itak ne more noben nič, ne? Ti si prvi na vasi in to je to. Pa je 60 kg napolitank. Ja. Zdaj, ko govoriva o tej transformaciji, ki se je zgodila na tej tvoji poti, je Camino, si rekel, tudi k temu pripomogel. Takrat si šel na Camino sam, kako si se odločil? Zdaj grem jaz na Camino in si hodil sam, je bil kdo s tabo? Ne, sam. Kako je bilo? Enostavno, prišel sem s tur domov, pa sem rekel, nič, jaz grem malo hoditi, ne? Pa prav žena, ja prav 5, ne? Ampak malo hoditi je pa nas pomenilo na Šentviški hrib gor do Taškega čela, pa nazaj, ne? In jaz pakiram ruzak in grem, ne? Pa meni nazaj, ne? Pa me kliče, ja kje pa si, ne? Zdaj bi mogel pa še 5-krat nazaj. Jaz rekel, na letališču, ne? Še danes jo vidim, kako je naredila tisto. Ja, kaj pa delaš na letališču? Ja, na Camino grem. Ja, kaj pa je to? Saj, ko ti mi že povedal, kaj nazaj pridem. Ja, kdaj pa priješ? Ja, ne vem. Ne? In takrat je pomislil, da sem jo utrgal. Enostavno odkorakaš, ne? Pol je seveda otroke spraševala, kaj je to Camino, pol pa stric Google vse pove, ne? No in po njih 5-6 dneh me spet pokliče. Kje sem? Sem rekel, nimam pojma, nekje v Španiji. Kako je? Super. Je pa, a ti hodiš? Ja, Ljubica, hodim. Ko si rekel takrat super, si tako čutil, ker ti si rekel, da navzven si bil Jack, ali je to bilo res? Takrat je bilo to nekje tako, pol. Sploh nisem hotel se pogovarjati o tem, kaj se z mano dogaja. Ker to zelo težko nekomu, ki ni tam, razlagaš, kako to zgleda, a ne? No in potem sem jaz pač tiste 3 tedne hodil. Glede na to, da sem kot notranjec tudi malo trmast, ne? Kakšen dan tudi nisem najdel placa za spat, pa pod kozovc. Ali pa pod hotel Smreka, nič hudega. Malo me je dež prav, malo me je sonce žgalo. V bistvu bi rekel, sem se imel zelo fino. Brez vseh obveznosti, nobenega cilja, koliko moraš prehoditi, kamor priješ. Ne? Pot je itak označena, tako da ni problema. Srečuješ ljudi, se pogovarjaš, največ si pa sam s sabo. In potem se pač, jaz temu pravim, vzameš list papirja, pa pišeš. Ker če jaz, recimo tebi govorim, je to eno, kaj ti jim povedal. Če pa jaz, ker sem sam, pišem, kaj sem čutil, pa kaj sem dal skozi, je pa popolnoma drugo. Napišeš bistveno več. In pač tudi pisal sem, pa sem pa bral, kaj sem pisal, pa in potem je kar nekega dne, ne vem, slišal sem sam sebe. Slišal sem en glas. In naenkrat nisem bil več prazen v sebi. Kaj prej je bilo meni Postojnska jama, prazno, nič. In potem kar naenkrat, saj ne vem, kako, kaj, ampak naenkrat sem začel sam sebe slišati, pa popolnoma drugače razmišljati. Ko rečeš, da si se slišal sam sebe, kaj to pomeni? Kaj ti je ta glas govoril? Pa to je to, ne? Preteklost je preteklost. Ne glej samo nazaj, pa glej naprej.
A ne? In seveda, živiš, v tem času je prišlo že kar nekaj vnukov, ne, hiš. Vsak let kakšen. Tako da nam ni dolgčas in nekje mi je reklo, glej, imaš toliko in toliko vnukov. Vsi ti vnuki bi nekaj radi. Vsem jih moraš nekaj navaditi. A je vredno, da se enkrat odpreš pa začneš normalno komunicirati, ali boš še zmeraj igral tistega velikega Jacka pa trpel. No in ko sem domov prišel, ne vem, pol leta kasneje, se je zgodil Aleksander. Ne me vprašati, kako sem te najdel, ali je bil to na Facebooku ali na mailu, ali ne, v glavnem neki webinar je bil, na katerega sem se prijavil. No in potem sem se pač prijavil na NLP coacha, pa še na 5-tier, ne, pa NLP praktika, pa hipnoza praktik, pa zdaj spet na 5-tier. Tako da, ja, vsaka stvar, ki se prijavim, mi da nekaj novega. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. S hvaležnostjo vas vabimo, da se udeležite naših delavnic. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da ste poslušali oziroma spremljali ta podcast in kako se vam je zdel. In vedno rastem tudi jaz. Tudi z vsem, vsak case, ki je, ne, nekaj dobrega odneseš. In jaz v življenju ne bom pozabil Borisa. Toliko mi je pa on ta primer njegov dal. Upam, da je dobil vse pol nazaj. No. Mislim, zanimivo je, da si se prijavil prav na coacha, ne, kjer se prijavijo ponavadi ljudje, ki želijo drugim pomagati, ali pa ki želijo neki vodje, ki želijo boljš voditi. In na koncu ti se prijaviš na delavnico, kjer bi v resnici v teoriji pomagal najprej drugim, dobiš pa dost za sebe, ko coachaš nekoga drugega. Ne? Ja. Sej, veš, kot podjetnik, ne, je vsaka nova strategija, ki jo spoznaš, ali pa nov način dela, ali pa kakorkoli, ne, ti je dobrodošla. Vse to lahko v poslu uporabiš. Druga stvar pa je, ne, Boris. Ja, Boris je bil tak specifičen primer, ne, ki se je dotaknil ne samo mene, ampak marsikega drugega tudi, ne. Ja, mislim, mene je Boris se dotaknil že v tem, ko sem videl, koliko težav v populaciji, ki je bila takrat v tisti učilnici dvorani, ne, povzroča alkohol. Jaz nisem mogel verjeti, da je ogromno alkohol tako huda bolečina v številnih domovih, družinah, ne? In poleg tebe je bilo kar nekaj ljudi, ki so dvignili roko, so rekli, da ena udeleženka, še zdaj se jo spomni, reka, moj oče je pokojni, umrl je zaradi alkohola. Ja. Jaz bi si želela imeti očeta, prosim, nehaj piti, ker ne, imaš 2 hčerk, imaš vnukinjo in je bilo to zelo taka res boleča in hkrati navdihujoča tema. Ja, sej to je tisto. Recimo, Boris ima 2 hčerke, pa vnukinjo, pa tako naprej, ampak sej, a misliš, da je on se tega zavedal? On se ni s tem ukvarjal, ker če bi se s tem ukvarjal, ne, potem bi že sam pri sebi nehal. A ne? Sej, zelo podobno sem bil jaz, a ne. Cel kup vnukov, na zunaj sem frajer, na znotraj me pa grize. A ne? In pol, ko sem začel govoriti o tem, a ne, sem tudi postal drugačen do vnukov. In tudi bolj jih slišim. A ne, pa tudi med vrsticami lažje prebereš.
Jaz sem dal toliko v življenju skozi, da mene težko okoli pa nesejo. Ne? Jaz že, ko ga vidim, kako gre meni, ne, vem, po kaj gre. V čem misliš, da si zdaj drugačen, ko si bil prej? Še enkrat lažje komuniciram, lažje delam, spim, popolnoma drugače se pogovarjam, sproščen sem. Pa vrednote so se mi malo spet zamenjale. A ne, ker tisto, kar je bilo prej pomembno, prej je bilo pri meni edino, kar je bilo pomembno, je bilo to, da noben ne vidi, kaj je s tabo. A ne? Danes mi je čisto vse, če se z vsakem pogovarjam o tem, je to čisto nekaj, kar je bilo, kar je sestavni del življenja. In ko enkrat ugotoviš, da to vzameš, da je to sestavni del življenja, a ne, pol se razbremeniš, ne. Vse jaz tako mislim. Tako da... Rekel si takrat, da ko si prišel, da si tam prvi dan domov, nisi se upal še tako deliti te zgodbe z domačimi. Koliko dni je trajalo, da si rekel, zdaj pa jaz se odprem in povem, da lahko se o tem pogovarjamo? Ne vem, 3-4 dni. Namreč moja žena je zelo fejst, ne. Ampak ima neko idejo, da pač vsi ti moji zoomi, vsi ti coachingi, vse to, ne, da to je pač neki, ne, zato ker sem se jaz nekaj spomnil, pa uživam, ne. Pa se sploh je o nečem drugače podučevati. Glej, ko bo čas prišel, boš razumela, če pa ne razumeš, je pa čisto v redu. A ne? No in se neko zdaj, kaj bom rekel, ne, da je bil coaching in da sem se jaz na coachingu odprl, ne, bo rekla, tebe so hipnotizirali, ne, 100%, ne. In potem sem rabim pač nekaj dni, da sem v sebi predelal, na kakšen način naj to povem. Ne? In to je bilo zelo zanimivo. Večerjala sva, za večerjo je bilo nekaj, kar je imela moja hči zelo rada, ne. In jaz kar tako... Kaj je bilo to? A kaj je bilo to? Ja. Filane paprike. In jaz kar tako bleknem, ne. Saša bi si še prste polizala, tako so dobre, ne. Pa tisti pogled, veš. Pri nas je atomska padla. Ne, in potem je bila smrtna tišina nekaj časa, ne. Prav. Sem prav slišala? Sem rekel, ja. Prav. Kaj s tabo narobe? Sem rekel, mislim, da nič. A se ne smemo o tem pogovarjati? Ja, prav, lahko, ampak do zdaj nisem smela. Zdaj pa lahko. No in potem so se pač kar nekaj stvari pogovorila. Tako da, ja, vse je bilo težko. Pa tudi, ker sem se sine tam potem pogovarjal, ne. Ni bilo lih lahko, ne. Za njega ali zate? Za nobenega. Ampak on je sicer to lažje predelal, ker je bil bistveno mlajši, ne. Ker ni vedel, kako se lahko z mano o tem pogovarja. In potem, ki je videl, da se pač o tem pogovarjam tako kot na nedeljskem kosilu, ne, je bilo čisto v redu. Ampak še res je trajalo predolgo. Torej, 17 let tudi s sinom se nisi o tem pogovarjal? Ne. Z nobenem. Ne, to je bil tabu. Mogoče je lažje sin predelal, zato ker si ti čutil odgovornost kot starš za hčerko, to je bila njegova sestra. Ja, veš kako je, ne. Mlajši drugače razmišljajo kot mi, a ne. In on je bil takrat v srednji šoli, ne.
In je to čist drugače dojemu, kot jaz. Ne. Je pa res, da razen mene, mislim, da se ni noben očitil, da je kriv. Ker so realno videli stanje, jaz si ga pa nisem hotel. Ne, nisem hotel, ampak nisem ga videl. Ne, da ga, tudi morda nisem hotel videti resnice, ne. In ja, ko se enkrat zapreš, zelo težko se najdeti nazaj. Tako da ja. Ko si se odprl sinu, prvo ženi po sinu, si imel kakšno solzico? Imel. Pa si še danes tako, ko se pogovarjamo, kakšna preteče. Ampak ne zaradi tega, ker bi me bolelo, ampak ne vem, čisto spontano. Tudi, ko grem na pokopališče svečko prižgat očetu, mami, njej, pride kakšna solzica. Seveda, zakaj ne? Lahko bi bil enkrat več dedek, ne? Zdaj, če te prav razumem, Jack pomeni po novem biti odprt, ranljiv in je čisto v redu, če nekdo, ki je Jack, tudi kdaj kakšno solzico potoči. Ja. Sicer moji vnuki zdaj to drugače pravijo, ne. Pravijo, da je deda legenda, ne. Aha. Ker pri meni sicer ne dobijo tistega, kar bi radi, ne, takoj. Tudi sladoled ima svojo ceno. Zato, ker jaz si hočem navaditi, da nobena stvar ne pride sama od sebe in samoumevna. A ne, deda, pejmo na sladoled, ne boš dal za sladoled. Ja, preoblečite se na kolo, gremo v Škofjo Loko, dobijo za sladoled, nazaj v Ljubljano. Pa ne zato, da bi jih maltretiral, ne, ampak nekaj zase naredijo. Pa jaz tudi. A ne. Tudi včasih morajo dvorišča pomesti. Pa tudi, če je pomedeno. A ne. Samo, da ima voljo, da nekaj naredi. Da mu pride v kri, da čist nič ne pade z neba. A ne. Saj deleč od tega, da bi jim kaj manjkalo. Ne, še preveč imajo. Ampak tudi, ko se spomnijo, kakšno stvar bi radi. Deda, mi bi pa to, pa boš naredil. Ja, bom. A ne. Če pa pride deda nared, deda ne sliši. A ne. Ker lepa beseda lepo mesto najde. Ne. Ker to je življenje. Mlade je treba učiti. Bravo. Deva nekaj reči tudi zdaj o tem, kar počneš v tem trenutku. Vem, da tudi vodiš skupine na Camino. Tudi. Ja, tudi Majca nekaj pove, ki jo imaš danes, ne? Itak. Imaš nek poseben način, kako jih pelješ? To pomeni, da v resnici celo ruca, ki ti voziš, da hodijo lahko manj obremenjeno, če sem prav razumel. Ja. Daj povej, kako te lahko najdejo in... Pri nas je, glede na to, da sem jaz sam šel, pa vem, kako lahko trpiš, če ne najdeš alberga in podobnih stvari, a ne? Pa hodiš 6-7 ur, pa vse zasedeno, ker ne moreš rezervirati naprej, ne? Sem se jaz odločil, da bom naredil to malo drugače. Torej, jaz se peljem dol s kombijem in jih na letališču počakam. Ljudje priletijo. Iz Treviza ponovadi v Porto, ali odvisno od kjera pot je. Če je recimo Primitivo, letijo v Santander, pa štartaš v Oviedo, ne? No, in spimo v hotelih, v dvoposteljnih sobah, če kakšen želimo, lahko tudi svojo. Prtljago in vozim jaz, s tem, da smo po 3-4 noči v enem hotelu, da se ne seliš vsak dan. S sabo nosiš samo tisto, kar rabiš za tistih par ur, ko hodiš. Če se ti kaj zgodi med potjo, pošleš lokacijo, te pridemo iskat. Ne? Se pravi, vsa logistika pokrita, vse je pokrito,
skrbimo za njih, ne. Včasih tudi kakšen coaching naredimo, tako mimogrede, ne, ali pa kakšno hipnozo, da niti ne vejo, da je hipnoza, a ne. In spet oni letijo nazaj, prileti druga skupina, ponovadi imam tako, da imam 2 skupine, eno za drugo, ne, da se mi splačajo dol, ne, ker je le 2500 km do Porta, ne. Ja, spomlad pa jesen gremo. Zdaj prvo jesen imamo prodano Primitivo. Je pa še nekaj placa na portugalski smeri od 3. do 14. oktobra. Tako da, ja, kje me najdejo? www.abctour.si. Evo, abctour.si, ne, in placa imaš, se rekel, še za drugo skupino nekaj, ne? Ja, In lahko na tem kaminu odložijo neko breme, ja, lahko najdejo nek smisel in naredijo neko notranjo spremembo. ja, pri nas je tako, ne, da vsak lahko hodi po svojih možnostih in željah. Lahko gresta 2 pa skozi Kophod, ali gre vsak zase. Ja, imel sem lansko leto na gospo, ki je zelo težko je hodila. In vedno je pa šla 10 minut za drugim, pol ure za drugimi, ne, ampak nič hudega, ker nismo obremenjeni s časom, ker tega imamo preveč. No in na koncu ta zadnji dan je rekla, veš, nekaj ti moram priznati. Prvi dan je bilo lepo, drugi dan malo manj, ta tretji dan sem razmišljala, če ti vrat zavijem. Četrti dan sem bila že jezna. 5. dan sem se začela sama s sabo pogovarjati in danes sem ti hvaležna za to, da sem bila. Bravo. Bravo. To je to. Bravo. Kaj je tvoj nasvet ljudem, ki danes trpijo, nosijo breme v sebi in si ne upajo vprašati za pomoč? Ne čakajte. Prej, ko vprašate, prej, ko rečete, prej boste imeli novo življenje. To je tako, kot je moj moto. Ne sanjaj življenja, ampak živi sanje. Ne sanjaj življenja, ampak živi sanje. Ja. Je pa res, da je pri nekaterih težko biti odprt ali pa ranljiv, ker jih je dostikrat strah, kaj si bo drugi mislili. Ne, to je treba s prvo sekundo, ko priješ na svet, razčistiti. Ne se ukvarjati s tem, kaj drugi mislijo o tebi, ampak kaj si sam misliš o sebi. Ko sam enkrat veš, da si ti vreden, da si ti sposoben, da si ti dober, da imaš neke vrednote in da se tega tudi držiš, je zelo nepomembno, kaj si bojo sosedje mislili. Ker konec koncev ti boš doma jedel, ne pri sosed. A ne? Ja. Čeprav damo preveč poudarka na to, kaj si bojo pa sosedje mislili, sicer mene to nič ne skrbi, ne, jaz se s tem ne ukvarjam. Kaj bi rekel nekomu, ki danes se sprašuje o lastni vzgoji otroka, ker opažam nekaj. V preteklosti je bilo ogromno ljudi, ki so prišli k nam, oziroma k meni na NLP, ali pa na hipnozo, pa na coaching, zato ker so hoteli najti partnerja. Naprimer, ženske so dostikrat hodile z močno moško energijo, potem so začeli hoditi moški, ki so imeli preveč ženske energije, da so to spremenili. Ogromno ljudi, da nekaj spremeni na področju telesne teže, kajenja. V zadnjem času pa opažam, da prihajajo starši odraslih otrok, zato da dobijo neka orodja, da otrokom pomagajo se osamosvojiti. Imaš tukaj kakšen nasvet, ker veliko kot starš, ko vidi otroka, ki se ne znajde, ni najde smisla, se sprašuje, kaj sem jaz naredil narobe, kaj sem jaz naredila narobe, kako to, da moj otrok ni samostojen ali pa samostojen. Je kakšen nasvet tukaj? No, predvsem zdaj te generacije
če mene vprašaš, so naredili starši napako že čisto na začetku, ker moj mora imeti vse. A ne? Manjka mu vrednota, da ceni vse, kar je. Zato jaz svoje vnuke vzgajam tako. Ni problem, koliko nekaj stane, pa ni problem, koliko mi boš ti vrnil. Recimo ti boš naredil delo, ki je €0,5, jaz ti dam pa jurja. In ne pomembno. Pomembno je, da veš, da ni nič zastonj. In potem je tle hotel mama. A ne? Ta je zelo kriv. A ne? Mamice, predvsem mamice, ki perejo, pa pospravljajo, pa štimajo vse za svoje otroke. A ne? Ja, in potem pride otrok v tista leta, ki naj bi se osamosvojil, ne? Ja, zakaj pa bi se? Ja, kje bo pa najdel zastonj hotel mama? Tega ni. Zanimiv citat sem zdaj prebral pred kratkim in sem ga poslal otrokom, da lahko pobiramo, ko otrok stane, ko je star 18 let, pobiramo z najemnino, ne, od njih denar in potem čez nekaj let, ko reče, zdaj bom se pa res osamosvojil, ne vem, pri 23, 24, ta denar, ki smo ga pobrali, rečemo, evo, tukaj imaš zdaj nekaj denarja, da se lahko res osamosvojiš. Torej, da dejansko že zgodaj otrok razume, da je pomembno, da da nekaj od denarja, ki ga zasluži preko študentskega servisa in tako naprej, za elektriko, za telefon, za vse ostale pač mesečne stroške, da začne se s tem resno čim prej ukvarjati, ker potem bo se lažje osamosvojil. No, to je to, ne? Hotel mama, ne? Ker če bom mama rekla, lej, pranje stane toliko, hrana toliko, stanovanje toliko, ne? Bo znal ceniti in bo vedel, da ni nič zastonj, ne? Če mu pa tega ne bo rekla, ne? Ja, kdo pa ne bi izkoriščal? Recimo meni je rekel, sine je rekel, a veš, ti si pa kapitalist. Ti si na pol zastonj bajto naredil, ne, kao mi smo imeli po jugi vse zastonj, nič ni bilo zastonj, vse smo si mogli narediti, pa nismo hodili na morje, ampak smo bajte zidali, a ne, ampak zdaj jaz sem kapitalist, ne, ker imam veliko bajto. Sem rekel, ja super, a veš, da sploh nisem pomislil na to, da sem kapitalist. Sem rekel, a ti stanuješ v spodnjem stanovanju? Ja, no, danes naprej je €500 najemnina. Ja, kako to misliš? Ja, čakaj, če sem kapitalist, boš plačeval, a ne? Če si pa ti zastonj noter, a ne? Potem pomeni, da sem pa socialist. No in pa je malo razmišljal in je ugotovil, da je to res. Ne? Jaz tudi za rojstne dneve, jaz vnukam, otrokam nič ne kupujem, ne? Ampak vsak mu dam eno ploščico 50-gramsko srebra. Zato, da se mlad navadi varčevati. A ne, sej danes ni dosti vredno, ampak čez 20 let bo pa vrednost, a ne, po 20 letih jih bo dobil 20 komadov, kar pomeni, bo imel kilo, ne, par jurjev bo. Bravo. In tako jih moš učiti. A ne, ker če mu, ne vem, daš 50 evrov, pa si kupi eno igrico za videoigrico, je to nič, a ne. Zastonj igrice, kakor češ, ne narabi denarja zapravljati. In ja, vsako stvar si mora zaslužiti. In ceni že od majhnega, da vsaka stvar ima neko vrednost. Ti ogromno investiraš v svoje znanje, v to, da rasteš. Kako pomembno je to znanje ali pa ta tvoja osebnostna rast nasplošno za življenje in tudi kako to prenašaš pa naprej na vnuke? Ja, zdaj jaz, si sprav rekel, precej investiram, ne, pa rad bi še več, pa ni cajta. Ne mislim finančno, ampak časovno, ne. Ja, sam rastem s tem in s tem, ki jaz rastem, a ne, tudi vnuki rastejo po otroci, a ne, predvsem vnuki, ker otroci so zdaj toliko veliki, da ne poslušajo več, ne. Moram reči, da sem vpisal 2 vnuka v poletno šolo pri Aleksandru.
za najstnike, zato ker smatram, da je končal osnovno šolo, da je zadnji čas, da kaj izve, a ne? Te drug pa, ja, bi se mogel malo več učiti, ne? Je, no, ne bom rekel kopija mene, ne, ampak... Ti je podoben. Očito bolj, no. Z levo roko bomo vse naredili, ker pa za gusti moramo pa vsi pomagati, ne. Ampak, ja, jaz jih probam vsakič ali z neko besedo, z nekim, ne vem, neko hipnozo, z kakorkoli pripeljati do nekega cilja. Tudi, ki je imela moja žena rojsten dan, ne, sva jaz pa čet napisala eno igrico, ne, in vnuki so jo pa zaigrali, ne. Noben ni rekel ne, zato, ker je to deda dal. Ne? In zato, ker sem jaz to rekel na tak način, ne, da so vedeli, da s tem ne bojo meni naredili uslugo, ampak bojo razveselili babico. A ne? Ne mene, babica morate razveseliti. Ne, se je res, da smo se smejali, ne, ampak ja, prav je moraš predstaviti. Ne, ker tudi, če nekdo nekaj neče, ne, če mu znaš prav povedati, bo takoj naredil. In jaz zagovarjam vse življenjsko učenje, ne. Jaz sem tudi v BNI, ne, skupini in vedno je neko mreženje, vedno je neka poznanstva morajo biti, če češ neki uspet in tako dalje, ne. Včasih je bilo to še bolj, kakor danes, ne. In nikoli ne smeš razmišljati samo, koliko boš zaslužil, a ne. Včasih je treba tudi kakšno stvar narediti, ne, pa se te zapomnijo, da si nekomu neko uslugo naredil, a ne, pa čez 10 let morda ti jo pa vrne, a ne. Lahko ti vrne pa krat 100. Pa tudi včasih se to zgodi, da narediš nekomu nekaj dobrega, pa se vrne po nekem drugem kanalu, preko tretje osebe, ne, tako da, Tako da bravo. vedno moraš gledati, ne, da nisi sam, a ne, in ne moreš nikoli gledati sam zase, ne. Bravo. Ker če bi sam, tako da vsak sam nase gledal, pol nas ni. Odlično. Ciril Ferlan, ta najin čas je šel kar hitro skozi. Je kakšna tvoja zaključna misel, ki bi jo dal vsem, ki naj jo poslušajo, da nas gledajo? Ja. Naj se poglobijo vase in naj poskrbijo, da se bojo slišali. Ker tisti trenutek, ko bojo sebe slišali, bojo tudi slišali vse ostalo. In naj nikar ne sanjajo življenja, ampak ne živijo sanje. Ker to jih bo delež pripeljali. Odlično. Torej, ne sanjajte, živite sanje. Ciril, hvala, ker si bil z nami. Ni za kaj, hvala za povabilo. Lep pozdrav in dobrodošli v mojem podcastu oziroma podcastu, kjer modeliramo strategije odličnosti. Hvaležen za vašo udeležbo, hvaležen za to, da nas spremljate. S tem, ko všečkate, delite to vsebino, nam pomagate, da dosežemo večje število ljudi in nam pomagate, da kreiramo še nove, boljše, globje vsebine, povezave, nova znanja, nova orodja. Zato všečkajte, delite, komentirajte. Odličnost je nekaj, kar se lahko naučite. S tem, ko spremljate, poslušate, razmišljate o odličnih strategijah, se lahko te strategije z ponavljanjem in izvajanjem določenih vedenj začnejo dogajati tudi v vašem življenju. Sponzor tega podcasta oziroma podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, nam napišite, da spremljate, poslušate naš podcast in
kako se vam zdijo vsebine, ki jih za vas pripravljamo.